Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokrat se bomo malce sprehodili skozi dva zanimiva projekta, ki jih že kar nekaj let vodi naš sogovornik Marko Planinc. Marko, živijo. Dober večer, dober dan tebi in pa seveda gledalkam in gledalcem. Marko, oba imava knapovske korenine, ne? Ja, moj oče je bil zaposlen na rudniku dolga leta. Nazadnje je bil poslovodja Jame Hrastnik, tako da sem odraščal v tem, bom rekel, rudarskem miljeju. Tudi moj stari oče po mamini strani je bil knap v tistih povojnih udarniških letih, večkratni udarnik, takšen žilav možakar. Tudi brat je nekaj časa delal v rudniku. V rudniku sem delal tudi sam, pravzaprav imam nekaj mesecev jamskih let, tako da... Res da? Ja, takrat v času študija smo fantje hodili na rudnik in smo delali tudi v jami takrat. Pa je bilo pogoj, da si polnoleten takrat? Ja, seveda, ja. Aha. In vtisi? Ja, mi smo bili mladi, ne, to je bilo, v bistvu smo kar veliko naredili takrat, so rekli, ne. Ampak nam ni bilo težko, podirali smo en rov na Novem Dolu, kjer so takrat končevali z rudarstvom, z rudarjenjem, en rov pod Tabori, tako da so bile kar zanimive izkušnje. Spravljali smo ven tisto železje, se pravi tehaloke, remenate smo mi rekli, ne. Tako da, ja, trije smo bili, en od teh mojih prijateljev je potem celo bil tehnični direktor rudnika, drugi je bil pa bolj v steklarstvu, no, potem. Aha. Potegnilo te pa ni potem, ne? Da bi bil to tvoj poklic? No, če povem eno tako anekdoto, jaz sem imel že na rudniku pri eni sošolki, ki je bila vodja kadrovske takrat, prošnjo za zaposlitev. Ko sem bil še v novinarskih vodah, sem mislil delati to jamo, ja. Ampak potem se je pa malo drugače zasukalo, sem šel pa na delo in tako da. Marko, veš, ko te poslušam, imava kar nekaj skupnih točk, ne. Verjetno sta moj ded, ne, Hrastničan, pa tvoj ded, kdaj v hrastniški jami skupaj delala, mogoče bila še celo na isti izmeni. Tudi jaz sem dal enkrat prošnjo na rudnik, pa mislim, da sem bil celo sprejet, ne vem, če prav rečem, za laufarja, zunanja dela, ne. Ne vem zdaj, kaj je to, ampak verjetno to hunte sem pa tja. No, seveda, potem sta pa oba pristala po kakšnem drugem delu še tudi v novinarstvu. No, ti se pa zadnja leta zelo zavzemaš za ohranjanje nekaj te rudarske dediščine in eden takih velikih projektov, pa tudi vseslovensko znan, je Jamatlon, ne, ki je nekako se rodil kmalu po rudarski stavki, ne, tisti zadnji. Ja, mi smo takrat začeli snovati časopis zasavski ponovno, nekako kot Zasavski tednik. Zdaj še Savos, ne? Preimenovali v Savos, ja. In takrat je na uredništvu smo pač tuhtali, kaj bi
še delali, kako bi malo dali vetra v to Zasavje, in takrat je prišlo potem do ideje o jamatlonu, ki naj bi bil nekakšen oviratlon po Rudniku. In potem smo že isto leto 2014 za rudarski praznik pripravili prvi jamatlon. Ovire pa Stane Rožanc, ne? Eden izmed stavkajočih takrat, vodstvenih. Res je, Stane je bil takrat z nami v uredništvu in on je v bistvu pripravil prvo traso oziroma ovire, kakšne naj bi bile, predlog in tako da smo bolj kot ne po tisti predlogi potem tudi trsirali prvi jamatlon in seveda tudi naprej kaj veliko nismo spreminjali v vseh teh letih, nekaj pa tudi. No, oba sva nekako spremljala tudi zapiranje zasavskih rudnikov, ne? Najprej se je to začelo v Kisovcu, pa potem v Zagorju. Žal, ne, v Zagorju ni ostalo veliko od rudarstva, tudi kakšen obisk v te rudniške rove je onemogočen oziroma je zaprt, zasut. Na srečo, ne, se pa to se je nekaj ohranilo v Hrastniku, v povezavi s Trbovljami. Jaz mislim, da tudi tle bi lahko kaj več naredili. K sreči ta zvezdna proga, rečejo, ne, rudarji med Hrastnikom in Trbovljami bo nekako ostala, ker mora ostati zaradi odvodnjavanja jame, ne. Tle teče voda potem v Savo, tam pri elektrarni, in ta del mora nekako ostati v funkciji. Če ne bi? In če ne bi bil verjetno zasuli, ne. Če ne bi bil verjetno zasuli, ampak potem bi bile pa velike težave zaradi tega, ker je v bistvu cel Hrastnik nad rudnikom, ne, pa tudi velik del Trbovelj. Tako da v Evropi verjetno v zaprtih rudnikih takšne povezave 5-kilometrske med dvema mestoma ni, in to je ena velika prednost, ki jo ima Zasavje, ne. Je pa res, da bi lahko tudi tu, recimo, če bi bilo več pripravljenosti, bom rekel, v strokovnih krogih na rudniku, kjer so bolj gledali na to, kako varno zapreti rudnike, ne, oziroma jame, kot pa na to, kaj bi lahko iz tega nastalo, ne, ali pa se ohranilo, ne, ali pa pač bilo za bodoče rodove, ne. So bolj gledali na to, kako zapreti rudnik, kako, seveda, sej jasno, ker so rudari, ker so pač bolj obvladali jamo, kot pa kaj drugega. Zato so nekatere stvari se zaprle, ki jih morda ne bi bilo treba. Meni je najbolj žal v Zagorju, recimo, tega rova do strojnice, tle ki gre iz Vašhave. Iz Vašhave v rudnik, ne. V Hrastniku pa seveda fantastično je bil ta rov skoraj kilometer tle v jamo Ojstro, ne, ta star del, ker je bil še lesen in narejen res tako, tam bi lahko pokazali, kakšno je bilo rudarjenje v res tistih prvih začetkih, zametkih. Je bil pa povezan z tem zvezdnim obzorjem, bi lahko naredili eno zelo zanimivo krožno pot, ki bi bila in za oglede in za razne takšne prireditve, kot je jamatlon in tako naprej. Mi smo tam enkrat celo speljali progo jamatlona in je bilo super, ne. In kaj zdaj poleg jamatlona še lahko poteka ali pa sploh poteka v teh ohranjenih rovih? V rudniku se lahko dela marsikaj, ne. Mi recimo smo poleg jamatlona naredili noter tudi teke, ne, se pravi rudarske maratone, ki so nekako povezali vse tri doline, iz Evroparka preko Slačnika do termoelektrarne in potem po jami iz Trbovelj do Hrastnika, ne, pa potem drug krog čez hrib, mimo Bajerju, pa gor čez nazaj do Einzerja, pa spet noter. To je bilo tam okrog 200 kilometrov, tista osnovna proga 10-kilometrska. Delali smo že prvo prireditev Punca v jami, ne, ki jo bomo naslednje leto ob 8. marcu ponovili, oziroma radi bi, da to postane tradicionalno, to se pravi tek in hoja žensk, ampak samo žensk,
porodniku, ker bo tudi nekako simbolično, ker ženske so vedno podpirale v teh rudarskih krajih, one so nosile družine, čeprav so možje trdo delali. Vemo, kako je v teh družinah morala ženska skrbeti in za otroke in za gospodinjstvo. In za to, da so prišli čez mesec skozi, in tle so bile res stebri teh družin. Poleg tega, da so seveda tudi kot delavke že v zgodovini bile tiste, ki so tudi nosile denar domov, bile uporniške. Prva rudarska stavka, recimo v revirjih, je bila leta 1876 ženska rudarska stavka na dnevnem kopu v Trbovljah, kjer so potem, ko so jih prišli miriti, ti preddelavci pa šefi, so bile tako razjarjene, da so enega z hrčaflo po glav, tako da to so znane anekdote, oziroma zdaj so anekdote, takrat niso bile. Tako da po vsej zgodovini zasavski je bilo tega uporništva ogromno, ki je povezano z delavstvom. In to smo pa povezali zdaj v ta festival uporniške pesmi. Tega se bo potem v nadaljevanju še dotaknila. Še najprej pa par besed o Jamatlonu. Seveda to ni samo za Trboveljčane oziroma za Zasavčane, Hrastničane, ampak tudi izven slovenskih meja se ga udeležujejo. No, mi letos decembra, 3. december, pripravljamo že 15. Jamatlon, 2 na leto, razen v koronskih letih, ko nismo mogli. Pripravljamo od leta 2014, letnega tam okrog praznika rudarjev in zimskega ob godu Svete Barbare, zaščitnice rudarjev. Tako da zimski je precej bolj obiskan kot poletni. Poletni je v tistem času, kjer je že veliko teh rekreativnih prireditev, ker so že malo dopusti, pa tako naprej. V glavnem, zimski je pa super termin, začetek decembra, ko se nekako začenjajo te decembrske prednovoletne prireditve. In moram reči, da prihajajo pa ljudje iz cele Slovenije, od Primorske do Prekmurja, od Bele krajine do Gorenjske, pa tudi iz tujine, iz teh, bom rekel, bližnjih držav, iz Celovca, iz Avstrije, iz Trsta imamo zelo že prijavljeno ekipo, pa iz Milana, iz Italije, iz Hrvaške. Redni so bili gosti iz Zagreba, ki so prihajali na Jamatlon. Zdaj letos jih ni bilo, ampak jaz računam, da se bodo spet vrnili. Iz tujine pa tudi nekateri včasih kot gostje, ki so v Sloveniji, ne vem, na dopustu ali pa pri kakšnih prijateljih ali pa na izmenjavah v mladinskih centrih ali podobno. No, zdaj že nekaj časa na zimski Jamatlon vsako leto pride tam okrog 40 študentov strojne fakultete, ki so na izmenjavi, tako da smo imeli, ne vem, že udeležence iz Vietnama, iz Južne Koreje, Rusije, Finske, vseh evropskih držav pravzaprav, celo iz Mehike so bili prijavljeni. Tako da je kar luštno včasih, ko jih vidiš, ko se pogovarjaš z njimi, ko so zadovoljni. Recimo, ne vem, po lanskem Jamatlonu je napisal en Španc, je napisal: lepo prosim, pošljite mi, kdaj bo naslednji Jamatlon, ker bi rad pripeljal družino iz Španije tja. Tako da vedno so kakšne takšne zanimive anekdote. Ne vem, enkrat iz Finske dobimo v angleščini na mail pismo in smo kaj, to se en heca, da ne bo, In pol na koncu se je izkazalo, da bom tu, ker smo še malo dopisovali, pa to demo, da ne bomo zdaj izpadli, da nismo hvaležni, ki so se javili. In pa se je izkazalo, na koncu je bila to ena punca, ki je bila tle v Trbovljah na izmenjavi pred leti in je potem si že takrat želela priti enkrat na Jamatlon, ampak ga ni mogla uloviti, ker vedno je bila tukaj takrat, ko Jamatlona ni bilo. In pol je pa ravno šla na dopust v Slovenijo in je prišla ravno na Jamatlon in je bila super zadovoljna in so imeli svoje majice, celo so gor si napisali Mat kurba, in tako da so bili fajn, pripeljala enega prijatelja iz Francije, tako da
Vedno so zanimivi gostje, no, moram reči. So sploh kakšni pogoji, kdo gre lahko v jamo? Ja, seveda, starost je že omejitev, se pravi, morajo biti najmanj 14 let stari, navzgor omejitev ni, tako da zdaj imamo že par let Trboveljčana Martina Hanžiča, ki je letnik 44, vedno mu rečemo, ta je pa še iz druge svetovne vojne, in redno prihaja, in on je bil pri 75, še malo več, letih je bil, pri 65, še malo več, je bil prvič v Rudniku sploh, pa je celo življenje živel v Trbovljah, in je bil hvaležen, da je rekel, koliko sem jaz vesel, da sem lahko šel v Rudnik, da sem vsaj videl, kaj to je, vedno je poslušal te rudarske zgodbe pa to. Ali pa recimo pridejo mladi, 20 let star, pa ti reče, je rekel, zdaj sem bil prvič na jamatlonu, zdaj pa vem, ko je jama, je rekel, moj oče pa star oče sta delala v Rudniku in zdaj jih znam ceniti še veliko bolj, v kakšnih pogojih sta mogla delati. Pa tu ni nič, kdo jamo pozna, ta zvezdno obzorje, to je avtocesta, to je Rudnik je vsaki drugega. Na kakšnem čelu je pa tam, kjer treba se upogibati, kjer je blizu zrušek. Marko, seveda se pa samo ne sprehajajo, po jamatlonu, po jami. Nekateri laufajo, nekateri tečejo, pa premagujejo te ovire, to so pa ovire, ki so povezane z rudarskim delom, se pravi, prehajajo čez hunte, dvigajo bremena, tudi vodno oviro imamo, to je za nekatere je to nadležno, za druge pa pravijo, to je najboljša stvar, kar je bila noter, ker mora tam na 15 metrov je takla globina vode, tako in pol, tisti, ki so stari že jamatlonci, pol si prinesejo razne, ali tudi v Škornik so že šli, potem so, ne vem, one vrečke za smeti ta velike, pa so si dali gor, pa so šli. Pol nekateri nesejo svoje punce čez, nekateri se tako spravijo, Vedno je naroden za novinarje, ki pridejo, ali pa novinarke sploh, Tako da včasih, moram reči, da tudi kako novinarko čez nese in je to pol seveda še bolj fajn, ker se pohvali, so mi pomagali. Cvrčo potokar bi pa mogoče na tisto lužo, dal kakšno desko, kar stopite, Ja, jo moraš najti. In greš potem v vodo. Marko, kdaj bo zdaj ta decembra? 3. december, ja. 3. december, to imamo se že ve. Imamo že 17-18 ekip prijavljenih. Ekipe so pa po 3? Ekipe so pa od 2 do 5. Od 2 do 5. Mi smo prvi jamatlon smo imeli še posameznike, ampak je bilo to mesarsko klanje, ker so laufali, ker so mislili, da je treba ne vem kakšen čas doseči, ampak mi pa res nismo hoteli tega, da bi zdaj tekmovali, tako da mi na vsakem jamatlonu podeljujemo precej teh priznanj raznih, in med drugim podelimo tudi 5 priznanj oziroma nagrad ekipam, ki dosežejo, ki se najbolj približajo povprečnem času vseh ekip. Mi merimo čas, merimo čas, ampak priznanje dobijo pa tisti, ki so najbolj v sredini, ne špice, tisti, ki so najpočasnejši, najhitrejši. Tako da je prav v redu, tako da poleg tega seveda mi smo poimenovali ta priznanja po teh starih izrazih knapovskih, recimo najbolj simpatična udeleženka, ki ni rečena, da je mi iz jamatlona, ampak najbolj simpatična, takšna, ki žareva nekaj, dobi priznanje jamska kura. Vem, da so 2-3 dobile tudi tiste punce, ki so se imele za najlepše tam in so bile kar z dolgimi nosovi, so takšno priznanje dobile. Ampak to je ta čar jamatlona, ker je hec, ker je taka car prireditev, taka butična, ker se imamo fajn, ker se smejimo, velikrat, kjer reče, jaz se toliko se nisem narežil že par let, ali pa še nikoli v življenju, ali pa tako. Seveda svoje naredi Perk Mandelc, ki ga igra, bom rekel, Marjan Frelih in je fantastičen. Mančo, fantastičen. In dokdaj so prijave? Prijave so en teden prej, jih zapremo, pa jaz se bojim letos, ker
takole, ko zdaj vidim, bomo mogli jih verjetno prej zapreti, ker več kot njih 350 udeležencev pa ne moramo sprejeti na Jama. In koliko prostovoljcev ti pomaga? Ni velika ekipa, dobra ekipa rudarjev, pa reševalcev je tam okrog 15 do 20 ljudi, odvisno koliko je kdaj. Tudi 25 jih je že bilo, pa še kakaj več, ne. Moja ekipa organizatorska na samem onem je pa mehna, tam 12 ljudi. Plus še gostinci, ne. Marko, no, nekako bo pa zaživel nov projekt, nova prireditev, festival uporniške pesmi. Zdaj, ko je to prišlo ven, ne, sem mislil, da je to kakšna poezija, ker tudi s poezijo se pri Savozu ukvarjaš, ne. Ampak ni, ne. Ne, to je glasbeni festival. Mi smo nekako razmišljali... V Jami? V Jami. Mi smo nekako razmišljali, kako spraviti muziko v Jamo, ne. In pol smo rekli, če že, ne, pol paše v Jamo uporniška pesem. Uporniška pesem paše v Rudnik, še pa še. In paše tudi v Zasavje, ne, ker Zasavje pa mislim, da je v Sloveniji vsa čast Primorcem ali pa še komu, ne, ampak vsem se mi zdi, da je Zasavje najbolj uporniška regija, z največ, bom rekel, takšnimi res upori proti krivicam, ne, kakršnim koli. Prej sem že omenil ta štrajk žensk, seveda pa so rudarske stavke, ki jih je bilo nešteto, ampak najbolj nekako odmevne so ta leta 1934 gladovna stavka. Takrat je bilo tako zelo prepovedano stavkati, ne? Ja, pa tudi vsej s to stavko v bistvu pol na koncu niso nič dosegli. Tudi nekaj so jih zaprli, ne? Ja, to tako vedno, ne, niso nič dosegli, ne. Ampak bila je pa zelo odmevna, to je bila gladovna stavka v Rudniku, ni tako enostavno, ne. In pol je bila prva stavka leta 1958 v socialistični Jugoslaviji. Kjer je bilo zelo napeto, ne? Seveda, takrat so pripeljali tudi tanke na Trojane, ne, pa tako naprej in je bilo zelo na nitki vse skupaj. Pa tudi takrat jih je nekaj bilo premeščenih, kazensko, ne? Takrat so porazirali kompletno vodstvo in politično, Zasavsko in na Rudniku in tako naprej, ne. Prestavili ljudi iz Trbovlja v Velenje pa tako naprej, ne. Tako da je bilo, ja, vedno po takih stavkih takšnih. Pa potem ta zadnja rudarska stavka, ne? Tudi ta zadnja 2014 je bila, bom rekel, ne, da so se leta 2014 v tej Evropi, bom rekel, sodobni ljudje zaprli v Rudnik za 4 dni, ne. Bom rekel, je bila zelo smela odločitev. Jaz moram reči, tle sem pa spremljal seveda kot novinar že to in ko sem bil noter, jaz sem fante večinoma poznal, ne. To so najni letiki, ne? Ja, in ko sem govoril z njimi, ko so mi pripovedovali, kako res se ne da spati po noč, ker po pol ure se ti zažre ta mraz v tebe in ne spiš, ne, in so se fantje tudi malo tako, da so hodili kao strašt ven, ne, tako da so šli malo na sonce, da so se malo pogreli lahko, ne, vmes, ampak da so zdržali v jami. Jaz mislim, da če še eno noč mogli prespati, da bi bili veliki problemi. Tudi psihični, ne? Predvsem to, ne. Jaz nisem doživel, recimo, ko sem, vem, se točno spomnim, tudi priimka, pa ga ne bom zdaj omenil, ampak ko sem enega od rudarjev vprašal, kako razmišlja o družini ali pa kako družina misli, da gleda na to, ne, da so noter v jami, ne, so se mu take solze ulile, da ni mogel niti govoriti, ne, ampak to je tudi pretresljiv, da tudi kot novinar ti ni vse, ne. Jaz sem imel tudi probleme takrat na televiziji, ker so me hoteli umakniti iz poročanja, ker so rekli, da sem preveč na strani rudarjev, ne. Ampak jaz sem vedno delal po svoji vesti in se mi zdel, da sem delal čisto korektno in prav in tako naprej. Saj vem tudi, kot so prišle te zahteve, ne. Recimo, pa ampak to... Samo še to, recimo, in tu doživljaš tudi take stvari, da
recimo kliče žena od enega od rudarjev, ki je noter in se ti joka 15 minut v telefon, pa sprašuje, če bo preživel, če misli, da ji bo sploh kdaj ven prišel, pa tako. To so, mislim, to ljudje, ki spremljajo to od daleč, ne, mislijo, da je to kar nekaj, ne. Pa ni, ne, za ljudi, ki so pa upleteni noter, so pa to takšni stresi, da še za nas je bilo stresno, za novinarje, ne, samo za tiste, ki so bili pa dejansko zraven, ne. In to jaz mislim, da so sam vsakega spoštovanja vreden vsi takšni uporniki. Tudi vseh 100, ne vem, koliko jih je bilo takrat, 127 ali tako, ja. Marko, pa to nima nič z barvo, ne? Ko so včasih jaz trdim, da ne. Meni so rekli, zdaj boste pa delali festival uporniške pesmi zaradi tega, ker je Zasavje levo, pa tako naprej. Kaj pa rekli so Rdeče Zasavje, ne? Pa Rdeče, ja. Rdeči reviri, ne? Rdeči reviri so značilen sinonim za Zasavje, ne? Ampak jaz mislim, da knapen nikoli noben ni vprašal, ali je levo ali desen, ki je šel štrajkat, ne? Ne? Nikoli. Recimo delavke Peka nikoli niso jih sprašvali, ali so leve ali desne. One so se borile proti slovenski vladi takrat, ko so bili levi, ne? In takrat, ko so bili desni. Ne? Od vseh vlad so zahtevale svoje. Ne? Mislim, to je brez veze. Ne? Ana Dimnik, čisto vseeno je bila leva ali desna, jaz ne vem niti, kaj je bila, ne? Ampak bila je pa fenomenalna ženska, ena največjih žensk v slovenski zgodovini. Slovenska mama, ne pravijo. Ja, slovenska mati. Ne? Tončka Čeč tudi, ki je šla v partizane, vse je res bila komunistka, ampak ni šla zaradi tega, ker je leva v partizane, šla se je boriti za svobodo takrat. Ne? Leta 41, da je šel v hosto, si mogel imeti kar jajce, ne? In ona jih je imela, ne? Definitivno. Ne? Marko, kaj se bo dogajalo na tem festivalu uporniške pesmi, pa kdaj? Mi imamo od 20. do 23. oktobra 4 koncerte, vsak večer enega. Začnemo z Zlatkom, to je reper. Meni osebno je to največji izziv, ker bo repo na akustično, ne, se pravi z kitaro, z violino, z violo, in prav komaj čakam, da slišim, kako bo to zvenelo. Drug večer na petek bojo pele en feministični pevski zbor iz Ljubljane, Zborke so se imenovali, Zborke, ne. Tako da bo tudi zanimivo nastopene mlade garde, ki negujejo te uporniške pesmi. V soboto nekaj zasavskega pridiha seveda mora biti in najbolj zasavski pridih povezan tudi z uporništvom, pa z Rudnikom, pa z Zasavjem, ne, je Orlek, ne. Tudi on bo igral akustično in končali bomo festival seveda s skupino, ki je v zadnjih 10 ali pa nekaj tasga letih v Sloveniji sinonim za uporniško pesem, to so pa Kombinat, ženski penski zbor Kombinat, kombinatke, ki bojo, sem prepričan, zvenele v Rudniku čarobno, ne. Kako pa priti do, ne vem, bo to stopnina? Ja, se že zdaj da naročiti? Ja, ker je verjetno omejeno število. Število poslušalcev bo omejeno v dvorani in bomo tudi zaprli, ko se bojo karte prodale, se bo zaprli. Je pa na voljo 120 kart, prodajamo jih pa preko mojih kart. Sprav platforma Moje karte in tam se dajo vstopnice. 120 za posamezni koncert? Ja. To bo sedišča, kako? Ja. Aha. Več pa ne. S tem, da seveda je to ne vsakdani, ne. Treba bo priti 45 minut prej pred začetkom koncerta, zaradi tega, ker moramo vse obiskovalce, ko bojo šli noter, se morajo podpisati in ko bojo prišli ven, se bojo spet podpisali, da vemo, kdo je v jami in kdo je v zunji. Zdaj v kakšnih salonačkih, ne? Seveda ne. Se pravi, treba bo biti malo bolj športno obut, najboljši so pohodni čevlji, ker lahko tudi zdrsi ali pa kaj, ne. Temperatura? Temperatura je dol tam med 13 pa 15 stopinjami. Torej, dobro oblečen, ne? Dosti dobro oblečen, fajn je kako dekico za čez noge, ne. Treba bo imeti svojo čelado, svojo luč, ne. Tako da
bo zanimivo, malo drugačna izkušnja. No. In to ne bi preraslo vsako letno, Ja, mi tradicionalno? upamo, da ja. Ne. Mi upamo, da ja. Mi imamo že za drugo leto dva izvajalca bolj kot nezmenjena. En od teh je... Iztok Mlakar? Ne, Pa bi bil, seveda ne? je pa Iztok Mlakar ena od naših želja. Zdaj mi je padlo, ne? Vsekakor, Ja. vsekakor, ne, Iztok. Čeprav on nastopa bolj mehno število, Ampak morbit mu bo pa šel, ne? Morbit mu bo pa to v redu. Recimo, da naj je poslušan, ne? Ja. Ja, Iztok je definitivno ena od večjih želja. No. Imamo tudi nekaj takih projektov, ki bojo čist nekaj posebnega, tudi za Slovenijo, ne, mini projektov v okviru festivala, tako da se pogovarjamo recimo z eno pevko, da bo naredila en remake enih revolucionarnih španskih in mehiških pesmi in tako naprej. Ne. Marko, ko sem delal, ko si to objavil, ne, sem ta prvo pomislil na poezijo, tudi to je v načrtu, ne? Da bi mogoče v okviru tega... V okviru festivala brez problemov lahko naredimo kdaj tudi večer poezije, neke te knapovske ali pa uporniške poezije slovenske je prav zanimive, ne? Tudi še sodobni pesniki jo pišejo, ne? Tako da jaz mislim, da bi se dal kar fajn narediti, no? Tudi kaj tazga, ne? Lahko bi se naredili seveda tudi kakšne razstave in tako naprej. Sej načrtuje veliko. Nebroj možnosti, ne? Ja. Ena izmed, mogoče eden izmed načrtov, ne, v prihodnje je pa tudi 24-urni tek, ne? Ja, malo po jami, malo zunaj. Že nekaj časa o tem razmišljamo, pa dodelujemo idejo. Ja, imamo v načrtu Jamatlon 24, v bistvu brezovirne, seveda. Se pravi tek 24 ur, kdo preteče več, ne? Se pravi, mi bi delali tek trojk in pa posameznikov, tako da pripravljamo zadeve, je pa to kar zalogaj, ne? Je, ne? Ja. S tem, da prihodnje leto bomo seveda nadaljevali tudi s to Punco v jami, pa nadaljevali z rudarskim tekom ali pa Jamatlon tek. Mi bomo zdaj poskušali vse zadeve bolj kot ne vezati na ta brand Jamatlon, ne, ki je nekako se kar dobro prijel in tudi smo videli, ko smo bili na sejmu v Ljubljani, da tudi v tujini bi to kar dobro, celo v Ljubljani, ne, Ljubljančani so zgovarjali ne Jamatlon, ampak Jamatlon, ne. Ampak to so Ljubljančani, kaj češ, ne. In tudi tujci so zgovarjali Jamatlon, tako da izgleda, da bi ta brand bil lahko kar mednarodni, ne. Zdaj mi je prišlo na misel, ne, poznaš tisto kartanje Joker, ne, smo igrali, ne. Zdaj ne vem, a ste v Hrastniku rekli Joker je Joker, zdaj mi smo rekli Joker, ne. Ne, pri nas je bil kar Joker, ja. No, pri nam je bil pa Joker, ne, tako da me zdaj mlajši popravljajo, da je Joker, ne, sem šel Joker, ne. No, to je na tisto Jamatlon, ne. Marko, zdaj, jaz ne vem, no, nekaj posnetkov so naši gledalci videli, kako izgleda recimo nek Jamatlon, ob koncu bomo pa predvajali tudi en tak lušen spot, ne, ki ga je pripravil naš snemalec Matjaž. Matjaž je naredil res bomba spot, res čudovito stvar in v bistvu se v tem spotu vidi vse, ne. Vidi se, kako je v jami, kako je, bom rekel, veselo, zanimivo, kako si pomagajo med sabo ljudje in kako pridejo ven v bistvu z nasmeški, sicer so usrani do glave, ne, mokri, ampak saj vaš Hava potem, ne? Ampak z nasmehi od ušesa do ušesa. Vaš Hava še dela? Ne, vaš Hava ni na žalost v Hrastniku, mislim, je še, no, ampak ni več uporabna, tako da zdaj smo predstavili ta zaključek v kaj že... Telovadnico? Ne, v Machine House, kjer je občina uredila ta prostor, pa ima še kar precej načrtov s tem, tam se tudi odvija Kamerad in druge prireditve, tako da je prav fajn tudi za naše te srečanja in dogodke, tako da sem prav zadovoljen, da se nekaj takega naredilo, no. Se da lepo narediti, no, tudi te zaključke pa to in so ljudje zadovoljni. Mi pripravljamo tudi po vsakem Jamatlonu en kratek koncert ali pa nastop, tako da recimo lani na zimskem Jamatlonu je bil Uroš Kržišnik,
Ržišnik, pardon, nekdanji Knap, ne, in Uroš je res s tistimi svojimi knapovskimi pesmi je zažgal občinstvo in je dobil tak aplavz, pa zahtevo, da ne še kaj zapoje, da je bil prav sam tudi ganjen, mi pa tudi, no. Ja, Marko, zaključila bova pa s tistim spotom, ne, ki je tebi všeč, ne? Prav, vabljeni na festival uporniške pesmi 20. do 23. oktobra in seveda na Jamatlon 3. decembra letos, prihodnje leto pa. Na 8. marec, ne? 8. marec in potem naprej. Ok, hvala ti. Hvala pa tudi vam za pozornost in oglejte si ta lušen spotek. Srečno, kot želim, zunaj se vidimo.